Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Predvidoma jeseni po poslanskih počitnicah bo Državni zbor obravnaval predlog novele o gostinstvu, ki prinaša kar nekaj novosti na področju kratkotrajnega oddajanja nepremičnin. Čeprav se o zakonu še ni začela resna razprava, so sobodajalska združenja in sobodajalci že na nogah. V preteklem mesecu je bil sklican sestanek sobodajalcev MOK, na katerem so gostili predstavnika Združenja lastnikov nepremičnin Slovenije, direktorja Zavoda za gostoljubnost slovenskih domov ter predsednico Združenja sobodajalcev. Potek sestanka in argumente sobodajalcev si lahko ogledate v celoti v tokratni Temi tedna. Ministrstvo za gospodarstvo je sredi maja poslalo predlog zakona o gostinstvu v javno razpravo. S predlaganim zakonom bi sobodajalcem, ki oddajajo svojo nepremičnino za kratkoročni najem za največ 5 mesecev v letu, ta čas skrajšali na 30 dni. Zakon, čigar nastanek je posledica zaostrovanja pravil oddajanja nepremičnin na evropski ravni, vseeno dopušča izjeme. Občine bodo lahko podaljšale dovoljenje oddajanja za posamezno stanovanje. Predlog novega zakona ne omejuje dokončno možnosti oddajanja nepremičnin v turistične namene, ampak zgolj postavlja pravila, ki so do sedaj umanjkala. Tako bo sobodajalec lahko oddajal stanovanje brez časovnih omejitev, če bo spremenil namembnost v gostinski namestitveni obrat. Čeprav je zakon šele v javni razpravi, pa so interesna združenja že na vkopih. V Kopru je točno teden dni nazaj potekel sestanek sobodajalcev mestne občine Koper, na katerega je bil vabljen tudi župan Aleš Bržan, ki pa svojo udeležbo zaradi nekaterih odzivov sobodajalcev tik pred dogodkom odpovedal. Sobodajalci so do novega predloga pravzaprav skeptični v celoti. Skrbi jih, da se s tem uničuje sobodajalstvo kot pomemben segment turizma. Stališče sobodajalcev lahko poslušate v tokratni Temi tedna. Novinarska ekipa Megafona se je namreč udeležila sestanka sobodajalcev v noveli zakona o gostinstvu, ki je potekel v Kopru. Na sestanku so sodelovali še predstavnik Združenja lastnikov nepremičnin Slovenije gospod Gregor Majnik, direktor Zavoda za gostoljubnost slovenskih domov gospod Uroš Buda ter predsednica Združenja sobodajalcev gospa Katja Rezman. Glede teh predpisov, novosti, ki jih zakon o gostinstvu pripelje, velja omeniti. Najbolj problematičen je v bistvu način pridobitve soglasja občine. Namreč uporabno dovoljenje, uporabno dovoljenje naj bi imel vsak objekt potem, ko je zgrajen, zato tega, da se v njem varno biva. Ampak v Sloveniji zaradi zakonov o preteklosti, roko na srce, 80% enostanovanjskih hiš in stanovanj tega uporabnega dovoljenja ni. Po drugi strani pa ostali predpisi, ki so vezani na sobodajalstva, zagotavljajo, da so nastanitve sobodajalcev varne. To je pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnih pogojih storitev ter kategorizacija. Tako da istočasno tudi sobodajalci sami odgovarjajo v primeru, da bi kaj bilo in pustimo to uporabno dovoljenje. Se strinjam, dajmo vsi v Sloveniji v 10 letih se urediti uporabna dovoljenja, ampak to bo proces 10 let. Zato tudi upravne enote ne bodo tega zmogle, če to sedaj vsi se v to spustimo. Pustimo na strani in ne zahtevamo, da se občini predloži uporabno dovoljenje, ker bi to bil enačaj in konec tega. Druga stvar potem naprej je še razlikovanje zdaj v temu, ali bo nekdo bival oziroma nudil nastanitev 30 dni ali 150 dni ali celo leto, da je tukaj ena razlika, pravna razlika, da se mora isti prostor narediti spremembo namembnosti. Iz stanovanjske namembnosti, kot je bilo do zdaj, v gostinsko namembnost, nastanitveni obrat. Ker ta sprememba v nastanitveni obrat, prvi pogoj, da to sploh lahko gremo, je uporabno dovoljenje. Drugi pogoj je, da prostorski načrti na temu območju, kjer je vaša enota, dovolijo nastanitveni obrat, torej hotel oziroma v temu primeru bo zdaj apartma, je nova kategorija nastanitvenega obrata predvidena. Mimogrede, tukaj tudi, če kdo nudi v svojo vaše stanovanje samo sobo s kopalnico in bi to želel trajno delati, jaz pa v zakonu o gostinstvu novem predlogu nisem opazil, da je nastanitveni obrat tudi soba s kopalnico. Ne vem pa, kaj bo to spremenil, če bi že šli po tem. In potem so tukaj stvari, da ste malo spremenili balkon, 2 cegla obrnili, vi te spremembe namembnosti ne boste mogli tako praktično narediti,
in poleg tega ta postopek je tudi drag, hitro pride 10 do 15 tisoč evrov, tako da tukaj imamo še eno zadevo. Tako da mislimo, da občina ima en inštrument, da regulira, kje se dejavnost lahko izvaja, samo to mora biti drugače. In pa tukaj je tudi še ena zadeva, da take zadeve, kakor so sprememba namennosti in razpolaganje dejansko za vašo zasebno nepremičnino posega v osnovne človekove pravice. Zdaj pa človekove pravice se lahko regulirajo samo na nivoju države, oziroma lahko se tudi na nivoju občine, vendar morajo biti jasno določena merila, po katerih se nekdo odloči 30, 45, kakorkoli dni. Teh meril v zakonu ni. Tukaj je še ena druga. Če naprej razmišljamo o temu zakonu in temu, če ste gledali obrazložitev, vsak zakon v postopku sprejetja zakona mora izračunati, kakšna je korist, kakšna je javna doprinos, če se nekaj sprejme. Torej je treba ugotoviti, koliko bo v osnovi tega, ker ne bo več zapodajalcev, več stanovanj v samem centru mestne občine, oziroma po celi Sloveniji. Na drugi strani morajo ugotoviti, morajo zračunati, koliko bo vaš izpad prihodkov in koliko bo izpad prihodkov vseh ostalih dejavnosti škoda napravljena, če se to sprejme. In samo na ta osnovi tega je potem merodajno, da se zakoni sprejemajo. Tega tudi v tem zakonu ni. Na to je treba upozoriti. Tako da danes smo se zbrali tukaj, da se pogovarjamo o teh pogojih, ki jih zakon prinaša, da vas z njimi seznanimo, da potem na osnovi tega lahko vi poveste svoj glas in mnenje, kaj o temu mislite. Najlepša hvala. Verjamem, da ste razumeli bistvo, ki ga je gospod Uroš Buda nam podal. Zdaj pa vabim predstavnika Združenja lastnikov nepremičnin Slovenije, gospoda Gregorja Majnika. Lepo pozdravljeni, se slišal moje ime Majnik Gregor, prihajam pa iz Ljubljana, vendar naše združenje, katerega zametki segajo že v 90. leta prejšnjega stoletja, da smo pravzaprav prisotni na področju cele Slovenije. A se ne sliši? Moram bliže, da takole? Bo bolje, v redu, bom jaz povodniško zadevo napravil. Torej, v 90-ih letih smo začeli, pokrivamo široko paleto lastnikov nepremičnin, od lastnikov zgolj zemlje, gozdov, do individualnih hiš in naprej do enot ali pa celo celih zgrad večstanovanjskih. Tako da imamo pregled nad dejansko kompletnim tržiščem, kar se tiče nepremičnin, in kot nevladna inštitucija oziroma organizacija zastopamo pravice naših članov. Sfinanciramo se izključno iz članarine in pa donacij naših članov, tako da nimamo nobenih projektnih sredstev ali pa da smo bili financirani skodarkoli drugje. In imamo kar precejšen zgodovinski spomin, kajti v preteklosti so se poskušale popraviti krivice na eni strani in potem, ko so jih popravljali, so napravili krivice na drugi strani in sedaj se te krivice odpravljajo in na koncu bo to napravilo minus na proračunu naše države, to se pravi tudi v naših žepih, kajti mi smo tisti, ki prispevamo davke v blagajno, iz katerih se potem vse te stvari financirajo. Uroš je lepo povedal, da smo pravzaprav zelo vpleteni v različne zgodbe, ki jih je ta zakon poskušal nasloviti, in sicer jaz sem se uspel nekako vtihotapiti na tiskovno konferenco tik preden so zakon objavili. Novinarji so dobili sicer samo predstavitev na PowerPointu, niso dobili zakona pred nami, tako da so v bistvu zanj zvedli v samem, torej istočasno kot mi. V tistem času pred objavo tega predloga se je pojavilo na vsake toliko časa nekaj informacij, ki so pricurljale na dan, potem pa potihnile.
V nasprotju z ostalimi zakoni, ki smo jih tudi sprejemali, imamo večkrat zgodovinskega spomina, so se te stvari, podobno kot se je z zakonom o zdravstvu, zdaj začela neka javna razprava, preden se je vlada odločila, da bo dala ven predlog. To se pravi, se pogovarjajo in govorijo, sprejemajo neke informacije. No, moram priznati, da nas so povabili v drugem podaljšku, ko so že drugič podaljšali rok za objavo predloga zakona in so nas poslušali, oziroma ne vem, so nas poslušali, morda ne. Takrat smo predstavili, vendar je to bilo zelo težko, ker dobesedno nismo vedeli, kaj nas čaka. Mi smo načelne predloga dejali, vendar nismo imeli pojma o recimo uporabnem dovoljenju, gradbenem dovoljenju. Skratka, nekaj na prazno, pogovarjali smo se v eno smer, smo dejali informacije, oni so poslušali. Mislim, da so tudi ugotovili nekaj stvari, da je pa res mečkano problematično. In na tej konferenci je seveda, ker ta zakon ne obravnava samo naše področje, recimo tudi o pitni vodi, pa delovnih časih, gostinskih obratov, pa deregularizacijo je tudi omenjal minister in pa kvaliteto v turizmu, kar je Uroš že povedal. Pridobivanje, predvsem pa poudarek, pridobivanje gostov z večjo dodano vrednostjo. Mislim, da je Uroš že tudi ta vidik nekako nakazal, v katero smer bomo razmišljali, in pa zaščito gostov in občanov. Tukaj jaz sem takoj zastaril z ušesi, jaz sem že 35 let v turizmu in točno vem, kaj to pomeni. Kaj pomeni, kar skrbeti za gosta, kaj pomeni skrbeti za soseda, za občana. Tako da sem bil kar večkrat presenečen, kaj bodo s tem napravili, kako bodo zaščitili. Sicer večkrat se je že nakazovalo, glede na tiste namige, glede stanovanj in stanovanjskega fonda, ampak dobro smo rekli, bomo počakali. In potem na koncu tako prostodušno priznajo, da bodo delno reševali tudi problematiko stanovanj. Tukaj se pa zadeva ustavlja, kajti nas v principu zakon o gostinstvu ne zanima, združenje lastnikov nepremičnin. Mi se ukvarjamo z nepremičninami, to se pravi, skrbimo za lastnike nepremičnin. Mimogrede tudi vi ste lastniki nepremičnin. To so ali področja davkov, recimo, ko so bili te redivnikarske zadeve, takšne stvari, s tem se ukvarjamo. Vendar, ko smo ugotovili, da gre za grobi poseg v zasebno lastnino in pa v njeno gospodarsko funkcijo, kajti to je gospodarska funkcija, vi s tem služite denar, plačujete davke, je to postalo tema, ki nas začne zanimati. Zdaj, v medijih so se pojavljale, kot sem rekel, različne informacije. Bili smo kar priznal zmedeni, ko smo slišali izraz eksponencialna rast. Nas so v šoli učili, da je eksponencialna rast pač neka krivulja, precej strma. No, zelo zanimivo bi bilo vedeti, mislim, da Uroš je bil kako se temu reče, na grilu pri Marcelu, kjer je padlo vprašanje, koliko stanovanj je recimo bilo, koliko stanovanj rabimo za socialo. Jasno, govorili smo o Ljubljani, sam Ljubljano vidimo. To ni samo Ljubljana, zakon je za celo Slovenijo. Vsak kraj ima posebno prijav, pač so se tega problema lotili. Omenjena je bila številka 4000 stanovanj in potem je bil Uroš je nažalost pozabil podatek, ampak to ni nič čudnega, tudi jaz pozabil vse podatke, kdo jih ne. Sploh, če si pod stresom, če si pod kamero, reflektorji pred tisoči gledalcev. Podatek smo imeli. Podatek je v Sloveniji 1750, v Ljubljani 1750 nedeljivih enot. Zdaj pa moram večkrat pojasniti to zadevo, ker se stvari mešajo. Nedeljiva enota je vse od hiške na drevesu, vaškega apartmaja, počitniške hiše, hotelske sobe, kemping placa, vse je to. To so vse nedeljive enote in teh je v Ljubljani 1750 v totalu. Se pravi, od tega je treba odšteti hotele, od tega je treba odšteti, se pravi, hotelske sobe. Potem je treba odšteti vse kempe, ker tam tisto niso stanovanja, potem je treba odšteti vse sobe, ker se recimo samo ena soba. In potem ne vemo, do kakšne številke pridemo. Praktično nimamo podatka, ni podatka, koliko je teh stanovanj. Dejansko
Tudi, ko sem poskušal dobiti podatek od SURS-a, podatek, ki vam ga govorim, je iz SURS-a, mimogrede jih moram pohvaliti, da ima izredno dober sistem, da se da pride do podatkov in da ima tudi evidenco, komu so dali podatke, tako da če koga zanima, tam lahko popraša in vidi podatke. In zanimalo nas je, vse skupaj smo se pogovarjali o tem, ali je res eksponencialna rast. Zato, ker ne vemo o teh podatkih, ne bomo govorili, te cifre držijo, ali ne, pustimo to, šlo je za to, kakšna je krivulja. In za Ljubljano je v bistvu na nivoju Slovenije je rast vseh nedeljnih enot 5%, v Ljubljani pa 6%, torej daleč od eksponencialne rasti. Na Bledu je 2% rast, v Kopru pa mislim, da ste približno na istem, kot ste bili prej. Imam grafe, ker ne moram kontrolirati PowerPointa, pač lahko kasneje pokažem ti, če bo koga zanimati, dejansko ne opažamo nikjer eksponencialne rasti. Ja, opažamo padec zaradi korone, najbolj očiten na Bledu, pri vas je sicer en padec v letu 2021, ker so zakrili podatke. Zaradi verovanja podatkov, zaradi ene od občin v vašem predelu naše lepe države, je bilo tako nizka številka, da so jo morali zakriti, in ker je ne bi mogli skriti, so jo potem kompletno zakrili, tako za tisto leto ni podatka. Potem pa rast čisto normalna, vrnili so se v bistvu na isto, kot ste imeli prej, oziroma malo manj. Potem so se pojavili tukaj namigi, da mislim, da je bilo v Inšpektor 24 ur, je nek gospod omenil, da je 80% na črno. Omenil je Airbnb, to ni samo Airbnb, sobodajalstvo oziroma nudenje nastavitev v turistične namene je mnogo več kot samo Airbnb. Airbnb je samo en kanal od mnogih, vse veste, včasih so dane gospe tam na Hrvaškem s Cyberfry tablami, to je ista zadeva, so pač drug kanal, v katerem se to zdaj prenaša. In ta nelegalnost je v bistvu neresnična. Uroš je že povedal, vsi poznate, kaj ste morali dati skozi, in to lahko mimogrede dokažemo, da to ne drži. Se pravi, stojimo čisto na napačnih predpostavkah, kaj bi naj ta zakon prinesel. Pri tem, da ko omenjajo kvaliteto, Uroš je to izpustil, da ne ima namenoma, kategorizacija se ukinja. To pomeni znižanje kvalitete. Radi primerjajo recimo z drugimi državami, gospod Frankeš je rekel na Bledu, da imajo tudi Pariz enako kot mi omejitev. To drži, ja, ampak oni imajo 120 dni od leta 2018 in imajo prostovoljno kategorizacijo. Ostale stvari še nisem uspel raziskati, imajo pa še eno drugo zadevo. Mogoče med vami je še kdo bil v Parizu, pa je slišal za Samariten, blagovnico, zoli ob reki je zraven Paznov. Desetletja je bila zapuščena, potem pa so se lastniki odločili, da jo bodo prenovili, tam so napravili hotel, obnovili tisti del trgovski srednji z restauracijami, ostalo so preuredili stanovanja in občina je imela z njimi dogovor, da imajo 89 stanovanj po ugodnih cenah za občino. Tako se delajo taki projekti. Se pravi, začne se drugje in pa se jasno na koncu in tudi to je treba omeniti Airbnb oziroma, bom rekel, divje sobodajalstvo, se absolutno strinjamo s tem. Samo je treba biti pa zelo previdno in opozoriti na tisto, kar smo že prej omenili, in sicer kakšna škoda ali bo družbena korist od teh tala škodo, ki bo nastala posamezniku. To je zelo pomembno vprašanje, na katerega je treba odgovoriti in ga tudi izračunati in v zakonu zapisati, oziroma v preambulih zakonu zapisati za to zadevo. Jaz mislim, da sem tukaj izčrpal, ker je bil Uroš pred moj veliko bolj izčrpan, jaz upam, da nisem bil predolg, če boste imeli še kakšno vprašanje, sigurno se bodo pojavila vprašanja v zvezi z pridobivanjem uporabnega dovoljenja, zadeva je komplicirana. Gospa Irena Rus, mislim, da se imenuje, je v nekem intervjuju povedala podatek, ki ga je Uroš uporabil, 80% neskladnih gradenj, ampak če imate neskladno gradno,
morate vi najprej svojo gradnjo legalizirati, šele potem lahko začnete spremembo namembnosti in potem, ko to imate narejeno, imate naslednji problem. Vi oddajate po 5 mesecev, koliko, 7 mesecev, ne, koliko manj, 2-3 mesece, 5 mesecev, cirka, v ostalem času verjetno oddajate dolgoročno, ne. No, tukaj že nastane en problem in sicer ne boste mogli prijaviti začasnega bivališča vašega najemnika na tem naslovu. Naslednji korak je, ko boste vi prodajali, recimo pridete v težave, morate prodati, boste plačali davek. Višji, ker niste prijavljali na tem naslovu. Ne? Skratka, ni to tako preprosta zadeva, kot se zdi na prvi pogled. Ja, uporabno dovoljenje pa je zadeva rešena. Pride do uporabnega dovoljenja, oziroma legalizirati zgradbo, gospa je, ne bom zabil nekje, pač nekaj legalizirala in so bile 4 ali 5 hiš na isti lokaciji, razdalja mogoče 500 metrov med njimi in so čisto vsako po nekem drugem sistemu obravnavali. Da pa vi ugotovite sploh, če vi imate sploh pogoje, da lahko začnete s postopkom, vas bo pa to stalo v Ljubljani recimo tam nekih 500 evrov, tukaj bo verjetno manj, ne, ali pa 700, ampak plus davek še, ne. Ker to vam potem strokovnjak pregleda, dobro, vi lahko OPN sami pogledate, ampak vse ostale pogoje vam pa nekdo more pogledati in vam reče, šele potem vi greste v naslednjo, ko zahtevate projekt, potem so pa še dajatve, ki pridejo na koncu, ne, pa v primeru legalizacije pa še stroški uzurpacije. Skratka, ena cela plejada stvari, ki jih bo treba napraviti, da bomo to spravili skozi. In še ena zadeva, uradniki se že držijo za glavo. Kako bodo vse to speljali? Ne samo na državnem nivoju, ker to gre čez upravne enote, ki trenutno stavkajo in imajo ogromne zaostanke in imajo tudi veliko prošenj za legalizacijo oziroma za izdajo uporabnih dovoljenj zaradi kreditov, ki jih zdaj tudi se zahteva. Nekje v prihodnosti se bodo zahtevali tudi za oddajanje, tisto klasično oddajanje se bodo zahtevali uporabno dovoljenje. Nekje v prihodnosti bo treba, če boste spremenili namembnost, povečati voj na zgradbi, kajti zdaj boste mogli upoštevati zdajšnjo zakonodajo. Prihaja tudi elektrarna na koncu, če se boste kasneje lotili tega, boste mogli še elektrarna na vrhu, zdaj malo pretiravamo, ampak gre v tej smeri. Ne? Potem pa pride še davek na premoženje. Nekje v prihodnosti boste spet plačali, ker vaš objekt bo potem več vreden, ker je pač gospodarski objekt, ne vemo, kaj bo v prihodnosti, ugibamo. Skratka, zgodba se vleče in tu je tisti del, ki recimo nas zanima. Ne? Zato smo se tudi najbolj vključili v to zelo, je pa seveda morali smo tudi vse ostale stvari pogledati. Tako, jaz mislim, da sem dovolj govoril. Hvala lepa za pozornost. Ja, hvala, gospod Majnik. Zdaj pa predsednica Združenja sobodajalcev, gospa Katja Rezno. Ja, en lep pozdrav še z moje strani. Strani Združenja sobodajalcev. V bistvu hvala sobodajalcem Kopru za povabilo. Pozdrav tudi Urošu pa Gregorju, ker smo nekako v tej barki skupaj že nekje od novembra. In lanskega novembra, ker nekako plujemo in si izmenjujemo mnenje in skušamo nekako se podbijati skozi vso to dokumentacijo, ki je takega poka. Ko tako pogledam po dvorani danes, je nas izbrala kar dost, ampak jaz in po moja tudi kolega se še vedno, po moja sem istega mnenja, še vedno je premalo. Še vedno nekako prihajajo do nas komentarji, pa se nam ne mudi, pa kaj pa ničarite, pa se je to nič, nekaj takega in tako naprej, ampak po moje, oziroma po našem mnenju, je potrebno odreagirati ta trenutek in pa zdaj in se nekako angažirati in ljudi, ki ste si tukaj z nami, ste se angažirali, da ste prišli danes sami. V bistvu tudi vsem res hvala lepa. Združenje sobodajalcev nastalo 3 leta nazaj, predvsem iz vidika izobraževanja. Torej, mi smo učili po ljudskih univerzah, kako se morate tega, oziroma kako naj bi se tega lotili na takšen način, da boste stvar delali prav, torej iz tega vidika. In nekako v novembru je potem se skupaj udarilo in smo obstali, kaj pa zdaj narediti, kaj se dogaja in smo se tako kot je že Gregor, tako kot je Uroš povedal, smo se nekako začeli pribijati skozi skozi vsa ta vprašanja.
In ko se pogovarjamo danes, še vedno mislimo, da oziroma vsaki znamo premo tega, da predlog tega zakona o gostinstvu a naj bi reševal kakršenkoli problem, a se komu zdi, da bomo z njim kaj rešili. Bolj, ko se prebijamo skozi te zadeve, vedno več vprašanj se nam pojavlja in vsake znova, tudi danes, ko bomo govorili o teh zadevah, se meje vsake znova in tudi v izražanju se nam vsake porodi novo vprašanje. Žalostno dejstvo je, da nam želi v bistvu narediti tak zakon, ki bi načeloma naj bi urejal neko delovanje, ampak ne na tak način, da bi sploh karkoli pomagal. Tako da dejansko, ko nekako razmišljamo naprej, v bistvu želijo omejiti sobodajalce oziroma vas, da bi lahko sploh delali to svojo dejavnost. In to sobodajalcev, torej vam ali nam, ki ste v bistvu obraz butičnega, trajnostnega turizma in zakaj sploh zdaj? In vi dejansko prikazujete tisti človeški obraz oziroma ti obraz, ki ne delate dejansko sam za sebe, ampak od tega dostikrat delate tudi za svoje družine, za svoje bližnje in v bistvu nekako prispevate temu okolju, v katerem ste. In ko se pogovarjamo o vseh zadevah, ko se nekako družimo po terenu, poudarjamo, da v bistvu dostikrat gre pri sobodajalcih tudi za preživetje. Dostikrat vami je upokojencev in če se bo to zgodilo, pomeni, da bomo dobili novo socialno bombo. Ne pozabimo, da sobodajalci, tisti, ki ste tle, plačujete davke, plačujete prispevke, plačujete turistično takso. Torej, ne smemo pozabiti tega in če se bo to zgodilo, bo prišel en tak zelo grd feedback. Ko se pogovarjamo o vseh teh doprinosih, ki naj bi prinesel sobodajalcev, tudi iz tega vidika oni pozabljajo. Jaz ne vem, kako ste tukaj v Kopru računali podatke, ampak kaj pomeni dejansko sobodajalcev v nekem širšem smislu. Da v bistvu je, sobodajalstvo v bistvu gre za predstavlja multiplikativni učinek. Od tega ne samo, da živijo družine, tako kot sem že rekla, ampak so tukaj na drugi strani, so še lokali, gostinski objekti oziroma gostinski dvari, trgovine, različni lokali dejansko živijo od tega in prenašajo še ta multiplikativni učinek, o katerem sem zdaj že rekla. In ne glede na to, ali gledamo to na lokalni ali pa na državni ravni, torej sobodajalci, to prinaša v nek gospodarsko delovanje. Ampak, če gremo nekako konček nazaj, mislim, da si Uroš ti že to rekel, 30 dni, ko se nami ne pripravljamo učiti tistih 30 dni, kaj to pomeni? In 30 dni v tem trenutku pomeni de facto prepoved za sobodajalce, da se ne boste mogli več ukvarjati s tem. In to je v bistvu jasno skoraj vsakому. In zato nikjer drugje v Evropi ne obstaja ta princip. Tako da rečem, 30 dni smo povzeli po nekih primerih, mislim, da je neko iz Avstrije in tako naprej. Dune pa Pariz ni, tam je 90 oziroma 120. Tako da to ne bo držalo. In tukaj je potrebno pogledati širše. Tudi v drugom koraku povem tudi pogledati, da in tukaj govor tudi o dokumentaciji, ki je zato potrebna. Mislim, da Uroš je rekel že marsikaj o tej temi tudi že povedala, ker dejansko potrebujete dovoljenja, potrebujete spremembe namembnosti, soglasja, vse te birokratski postopki, ki že danes morate tudi v nekom primeru narediti, in se vlečejo in če se še tako nadaljevalo, potem res vsega skupaj nastala ena velika cokla, ki jo bomo potem mogli vleti za sabo. In dostikrat pomeni, tudi slišimo naslednjo stvar, da so sobodajalci tisti krivi, da zaradi vas ni pomanjkanje stanovanj, oziroma da manjka stanovanj zaradi sobodajalcev. V bistvu
zopet potrebno pogledati z drugega zornega kota in pogledamo samo, kako je danes s temi novogradnjami. V bistvu, če nekako pogledamo, tako je vedno več vikendašov in med njimi tudi dosti tistih, ki med temi nakupi to zadevo najdejo tudi nekako zaslombo za dobro, rečemo, vlaganje in tako naprej. In dosti takih stanovanj tudi tle na obali. Mi smo v Združenju naredili eno tako kratko, zelo ne na hitro, ampak smo predvsej hitro lahko prišli do informacij. Konkretni podatek je iz Izole, kjer je objekt, ki ima 192 stanovanj in ko se recimo peljete zvečer tam mimo tega vinograda in pogledate na desno, boste videli, tam je taka velika hiša vrhov, kjer je pol stanovanj vedno temnih oziroma luči niso prižgane. In potem smo šli malce prskati in gledali podatke in smo kar hitro ugotovili, da je 1/3 živi ljudi notri in po določenih informacijah in ko smo se pogovarjali, smo potem ugotovili, da je približno 1/3 vikendašov, 1/3 je pa tako, da nihče ne ve čisto točno, kdo tam živi. In potem smo šli še malce preziskovati, malce poglobje in smo rekli, pa poglejmo to v registru nastanitvenih obratov, koliko je sedaj tam zdaj aktivnih, kot sobodajalcev, in smo ugotovili, da na tisti lokaciji med 192 stanovanji je 6 RNO-jev in od tega so 4 aktivni in 2 neaktivna. Torej, mislim, ampak to je recimo na predvčerajšnji datum, recimo, ne. Tako da takšni so podatki in spet se vprašamo, kdo je tle kriv za, recimo, za to stanovanjsko krizo, ki dejansko je in se zavedamo, da je. In ko se pogovarjamo o dovoljenjih, ki se že danes vlečejo, vse skupaj predstavlja potem eno veliko birokratsko džunglo, ki bo kasneje še bolj zakomplicirala vse skupaj, če lahko temu tako rečem. In ko se pogovarjamo spet malce naprej, rečejo, ok, dobro, pa se bojo pa dajmo teh 30 njih reševati z nekaj vrstnimi lokalnimi odpustki in ta spet zadeva oziroma tako nekako rečejo, da se bomo rešili, pa bojo župani lahko nekako podaljšali in tako naprej. Da pač bo že, na ta način se pogovarjamo, o glavnem, ampak jaz mislim in v Združenju mislimo, če se ne bomo zdaj ustavili, pa rečem, ne moramo na tak način delati. Mi ne moramo v tem trenutku zdaj se kar nekako soglašati s vsemi temi novimi predlogi, ker potem bo ful težko potem popravljati za nazaj. In ko se enkrat strinjate z enimi stvarmi, potem te zadeve, in ko spremete, je to zelo težko popravljati. Jaz bi še tukaj vprašala, oziroma bi v bistvu še izpostavila eno zadevo. Ko se pogovarjamo vsem skupaj, kje je nastal problem? Kdo dejansko je tisti, ki lahko določa vse skupaj? Mogoče bi se mogli tudi vprašati, kako je nastal problem tega zakona. To seveda odpira več vprašanj, kot daje odgovorov. In mogoče pozabljamo na to, kaj pomeni to za lokalno upravo. Mogoče bi se mogli vprašati že danes, mislim, zelo bi bilo super, da bi bil župan tlele, da bi ga vprašali, kako se dejansko predstavlja, kako bojo to reševali, kdo bo pregledoval vse to zakonodajo, oziroma vse te dokumente, soglasja in pazil, da recimo ne bojo daljša, mislim, da ne bojo starejša od 3 mesecev. Kdo bo tisti, ki bo vse skupaj nadziral, potem pa ne vemo niti, mislim, ker če se pogovarjamo že te, če bo nekdo nadziral, kdo bo to nadziral? Že danes vemo, da premankuje število redarjev, če se pogovarjamo že v tej smeri, ne? In nekako, če strnemo vse skupaj, da ne bom predolga, takšen zakon je dejansko absurd. V bistvu ni bil nastavljen v dobre meri. Bom uporabil to besedo, da bi bil nastavljen političen akt. In ne moramo pričakovati, da bo naredil, mislim, če oni pričakujejo, da bo naredil red takšen zakon, oziroma ta predlog zakona ne bo naredil reda. V bistvu smo po drugi strani tudi veseli, da smo se koncu lahko začeli nekako pogovarjati tudi z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, da smo prišli do nekega vrsta, vsaj do komunikacije,
In je potrebno odreagirati zdaj, ampak mi smo tukaj, zakon je v javni razpravi in zdaj pač moramo odreagirati in moramo sodelovati in se nekako povezovati in dati čim več pobud. In v bistvu tako, da hočem povedati samo to, da zdaj ste pa na vrsti vi in pa mi, oziroma vsi tle, ki smo danes tukaj zbrani, povejte svoje dvome, izpostavite svoje primere, v kakšne težave vas lahko to dejansko pripelje. Povejte to tukaj nam, povejte to, izpostavite to v portalu e-demokracija, dajte jim vedeti, dajmo jim povedati, da v bistvu takšen predlog zakona to ni ok, ne bo šlo skozi. V bistvu tam je že zdaj ogromno predlogov in je v bistvu, če nekako potem se skupaj tako pogledaš, je jasno, da bo ogromno dela s tem. Ampak bomo videli, kako hitro se bo lahko ta stvar reševala. Ampak še ena zadeva, ne smemo pa pozabiti, da je noter tudi polno takšnih predlogov, ki od tistih, ki od nas hočejo, da nas bo popolnoma zadrli, torej tista druga stran, ki si pa želi, recimo, reševanje stanovanjske politike, torej na tej osi. In ko smo se že pogovarjali, mi bomo tudi na tej ravni združenja, pač bomo skupaj s kolegi in tudi vsak posebej, po moje, bomo predali pripombe, predloge in bomo ostali za tem in se ne bomo ustavili. Tako da jaz res vse vas nekako pozivam, dajte tudi vi sodelovati in podati čim več predlogov, komentarjev, da se stvar nekako spelje, pa bom rekla do konca. Tako da hvala še z moje strani. Mi smo v Združenju sobodajalcev smo tudi peticijo. Pripravili peticijo, ki jo boste potem kasneje lahko tudi poslikali kar na preko QR-kode, tako da še ta zadeva. Tako da hvala lepa. Hvala, gospa Katja. Ja, zdaj pa ste na vrsti vi. Verjamem, da ima kdo vprašanje za naše goste, tako da prosim, lepo se spostavite, mikrofon je tukaj in kar dvignite roko. Dobar dan vsem skupaj, moje ime je Tisa. Se zahvaljujem za to srečanje danes tukaj, da smo lahko udeleženi. Se zahvaljujem za vaše informacije in ne dvomim, da vsak od nas, ki je tukaj, imamo nekako podobno razmišljanje, tako, kot ste ga tudi vi predstavili, vsi 3-4. Vendar moje ključno vprašanje zdaj je, mi se zavedamo, kaj lahko ta zakon nam prinese. Še, bom rekla, iz mojega stališča, noben zakon ad hoc ni prinesel kaj strašno dobrih stvari. Kaj lahko mi, kaj lahko jaz storim, da sem slišana? Jaz se z zakonom recimo ne strinjam, ne želim, da se ga uzakoni, kaj lahko jaz kot posameznik storim. Ena stvar je, kar ste rekli, peticija, ok, lahko še kaj, kako lahko prispevamo. Ker dejstvo je, da moramo stopiti skupaj. Imate vi vlogo, lahko vi, meni je žal, da danes tukaj ni župana, vsekakor, pogrešam tudi nekoga iz stroke turizma, ker se mi zdi zelo pomembno, ampak bojim pa se, da bo zakon sprejet tako ali drugače, brez naših, brez da bi nas kdo uslišal, bom rekla tako, oziroma kaj lahko vi, ki ste najbližje temu, kaj lahko predlagamo, kaj se lahko stori. Mogoče v imenu vseh nas tukaj odgovorim. Kot že povedano, smo se naša 3 združenja povezali. Pripravljamo pripombe
na ta zakon, ki jih bomo vložili do 17.6. Ne vem, če bo to dovolj, če se bo sam zakonodajni postopek na tej točki ustavil. Angažiramo pravnike. Imeli smo že študije od pravnikov, ki se spoznajo na to ustavno pravo, da to, kar govorimo, imamo argumentirano. Tako da ena zadeva je, da lahko nam pomagate, da pripravimo dobre pripombe. Drugo je, da pa sami preko e-demokracije portala oddate svoje mnenje na ta zakon. In to lahko oddate ne samo enkrat, večkrat. In to se mi zdi zelo pomembno, ker eno je, da bojo zakonodajalec dobil od nas strokovne utemeljitve, drugo je pa, da sliši tudi vas, vaše dejanske, čist človeške težave. Ne vem, če ste opazili, organizirala se je skupina Airbnb Pay domov, ki ima svojo spletno stran, ki zagovarja, da so naši gostje moteči, da ne spoštujejo inventarja, da delajo škodo, da so glasni in tako naprej, da je tega kratkoročnega oddajanja več kot dolgoročnega. In takrat, ko so imeli oni akcijo, je prišlo na e-demokracijo, torej naši nasprotniki so dali nekaj 100 teh vlog. Zdaj, ta borba bo dolga, bo tudi draga, tako da, če bomo rabili pomoč, se bomo na vas obrnili, vsi trije, tako da boste lahko, oziroma si bomo vsi skupaj pomagali. Če mi pa dovolite, bi pa jaz ravno mikrofon vprašal, izkoristil to priliko še za en kratek test. Namreč, zdaj po ta novem bo treba pridobiti soglasje občine, tudi za 30 dni, da vam dovolijo, da to upravljate, torej dobite soglasje občine, potem lahko 30 dni, recimo najmanj upravljate in se pišete v register satelitnih obratov. Za to soglasje potrebujete, da oddate uporabno dovoljenje. Koliko od vas ve, da ima uporabno dovoljenje dokument pri sebi sedaj v arhivu, da ga bo lahko predložil? Mislim, da tako je, 10-15%. No, vi boste lahko naprej upravljali recimo dejavnost, če ste v enostanovanjski hiši 30 dni, vsi ostali morate iti v postopek pridobitve uporabnega dovoljenja. Še eno vprašanje, kdo od vas ima enoto v večstanovanjski hiši, to pomeni, da so več kot trije deli ali več stanovanja in ve, da bo dobil 75% soglasje vseh ostalih solastnikov, ki ga je v večstanovanjski hiši tudi potrebno pridobiti. Torej to, pa boste dobili soglasje od sosedov, da vam to dovolijo? Boste? Ne. Namreč brez soglasja se tudi ne bo dal pridobiti soglasja občine. Ne, ni potrebno, 75%. Dokler boste nudili nastanitve toliko dni, kolikor bo določila občina, oziroma minimalno 30, je dovolj uporabno dovoljenje za stanovanje, torej stanovanjska namembnost objekta je zadostuje. Če bi želeli pa več kot to trajno delati, potem morate priti v spremembo namembnosti. In tukaj mogoče pri tem vseh postopkih, to, kar smo ravnokar testirali, to bo treba obnavljati na vsake 3 leta. Tako da na vsake 3 leta je treba ponovno vložiti in pridobiti soglasje in predložiti uporabno dovoljenje. Ja, zvožljivo. Ja, kaj lahko storite? Nekaj se še da storiti in sicer lahko prepričate ljudi okrog sebe, da tisto, kar trdijo Airbnb Pay domov, pravzaprav sploh ne drži, ne? Da vi niste tisti babi, kar bogatite na račun drugih revežev, da ste v bistvu ljudje, ki ste vložili prihranke, ki, kot je naš gorenjski kolega rekel, kaj ste vi, gospodu Frankežu, kaj ste vi na počitnicah, mi beremo v srane, skrete, pa pošprice na rjuhe čistno.
To je, jaz se upravičujem, ker sem tako politično nekorekten, ampak to je vaš vsak dan, verjetno v času sezone. Torej, lahko prepričate druge, lahko jim pojasnite, jaz že svojim kolegom razlagam in mnogi med njimi dojemajo zadevo, recimo, ker so turistični delavci. Pravijo, ja, takole na črno delate, ne? In sva imela debato s kolegico, sicer na Viberu, in sem ji pojasnil, kaj vse je treba narediti, ne? Prav, ja, če pa tako, pa res ni nič tazga, ne? Potem nekdo drug pravi, ja, imajo hoteli, morajo na 100 stopinj pred bele rjuhe, vi imate pa pisane rjuhe, pa so stenice, pa uno, pa tretje, pa četrto. Kle ne držiš čist, ne? Stenice imajo tudi v 5-zvezdičnih hotelih. Pranje, vemo, da na 100 stopinj se ne da pred, ne? Da je 95 zgorna, da je recimo po NIZ-ju 60 že dovolj, plus ustrezne kemikalije, ne? Tako da veliko takih neresnic se širi okrog, potem da je veliko več stanovanj, kot jih rabimo v Ljubljani, recimo. Ne vemo, kakšna je situacija pri vas, ne? A so ta dejansko stanovanja? So? Niso. Aha, imate podatke, no? Potem je naslednje vprašanje, naslednja stvar, ki pravi, ja, gentrifikacija oziroma turistifikacija mest. Jaz ne bom govoril za Koper, ker ga ne poznam, vem pa za Ljubljano, pri nas se je to zgodilo, ko so naredili shopping centre, se je v bistvu mesto spraznilo. Zdaj, ko imamo turiste, se je mesto zopet napolnilo. Sam živim 4 km od centra mesta, greva žena vsakrat peš v mest, greva na sladoled, se sprehaja okoli, imamo ogromno študentov in ko smo ravno pri študentih, v Ljubljani samo v šolskem letu 2024-2025 v prvem semestru prihaja 1200 tujih študentov, ki bodo zavzeli 1200 enot, ki bojo odvzete prebivalcem, bomo zdaj prepovedali Erasmusa zaradi tega, ker nimajo to. Druga zadeva, hotelirji, ne? Hotelirji seveda pozdravljajo to. Vsak gost pri njih več je seveda plus za njih. Rekli bomo, ja, vse hoteli so v naši lasti, to je naša srebrnina, ja. Je, do jutri, ko se ne bomo odločili, da bomo prodali, kam bo šel potem denar, tudi v tej smeri treba razmišljati in pojasnjevati ljudem, da to ni vse. Koliko ljudi zaposlujejo v hoteli? Veliko. A res tako veliko? Sobarce so zelo raztegnjene, pri vas je vsaj ena enota zaposlenja. Se pravi, ne vem, če imajo enega enota zaposlenega v hotelu. Skratka, to so vse podatki, o katerih tako razmišljamo. Ni nujno, da so točni, mogoče imamo razmišljanje napačno, ampak dajte, premislimo, ne? Poglejmo, kaj lahko naredimo v tej smeri. Občinske zadeve v neki občini, nekje v občinski uradniki razmišljajo, in pravijo, poslišajte, ampak kako bomo mi pogledali vse te baze, pa to lahko preverjali, se nimamo dovoljenja za upoglede v baze. To ni tako enostavno, zdaj, da mora kar vsak poklikati pa odpred, ne? To pomeni tudi dodatna organizacija. Na Bledu imajo problem 2 redarja dobiti, že koliko jih je na leto iščejo, ne? Pa ga nimajo, ni ljudi, ne? Kako bojo to izpeljali? In to v prehodnem roku, katerega pa ne vemo, kakšen je, še ni postavljen, ne? Tudi to še ni določeno, ne? Potem davčni izpad. Ok, recimo, da nas je 30, koliko je procentov, ima kdo podatke, koliko procentov je tukaj sobodajalca napram hotelirjem v Kopru. Mi imamo v Kopru Ok, če vas je od vseh 15% ostane, da lahko drugo leto delate, kakšen bo izpad takse v mestu? Kakšen bo izpad za, to se pravi, multiplikativnega učinka pri frizerkah, pri snažilkah, pri pralnicah, pri še ne drugega, pri nohtarcah, če drugačne. Tete si grejo nohte, naštipat si grejo na dopust, ne? Vse to potegnemo za seboj. Tudi o teh stvarih treba. In tako je treba pojasniti, da nismo to samo mi, ki grabimo denar, ne? To je ena cela velika, ki potegne za sabo. Hotelierji, ja, vse imajo prav, to je njihova legitimna pravica, da nas onemogočajo, da onemogočajo konkurenco. Ker smo jim konkurenca, a bodo ti gosti dejansko prišli njima, ne. Potem vprašanje 5 doživeti. Meni osebno je na eno
v eno Airbnb, boš, če imam gostitelja tam, se z njim pogovarjam, in on malo se pač me zanima politika, podebatiral o politiki. V hotelu kaj, konsjerž, a se bo z vsakim posebej ukvarjal s tem, pa bo govoril te stvari? Ne bo. Vi se usedete z njim, popijete kavo, poklepetate. To je tista pristna zadeva, to je tista 5-zvezdično doživetje, ki ga lahko mi ponudimo, ki ga hoteli ne morejo. Ne? In potem recimo se bodo turistični tokovi obrnili in bomo imeli prazne hotele. Kaj bomo potem delali? Vse to je, mislim, razmišljati. Če narobe razmišljati, boste mi povedali. Hvala. Ja, Gregor, turist izbere sobodajalce zaradi izkušnje. Jaz bi samo še rada enkrat dodala, ja, dajte se odzvati, dajte to povedati vsem tistih, ki še vedno pravijo, da delate paniko, da nič ne bo, ker je še vedno največji, ko se pogovarjamo po terenu z ljudmi, jaz v ulici, ko grem do konca ulice, rečem, pa kaj delaš paniko, to je za mene, ker sem SP, to nič ne pomeni, ne. Ni res, ne, pa gospod je pravnik po izobrazbi, tako da mene zaboli, ne, tako da nekje, v glavnem, tako da dajte vsebišče, dajte povedati ljudem, obrnite se na nas, oziroma dajte čim več pripombe, ker na drugi strani sem, tako kot sem že kolega rekla, ta Airbnb pej domov, ker tista številka je na hipno, kar rekla, iz 45 je šlo na koliko, na 120, na 300, tako da dajte predlogi za to, kar je. No, jaz bi rad en predlog dal, Aljoša Željac se imenujem. Sem tudi član Sveta krajevne skupnosti in imam z občinsko upravo hude težave. Če vam povem tako čisto odkrito, sedanja občinska uprava, pa tudi Svet krajevne skupnosti menijo, da vsi tisti, ki oddajajo sobe, to so navadni lopovi, ki pač vlečejo, cuzajo denar na račun mirnega spanja sosedov. Ta zadeva je seveda popolnoma plezava, no se zadnje staro mestno jedro ima praktično res brez nekega življenja in te dodatni gosti, ki prihajajo, samo živijo to zadevo. Poleg tega se da to lepo kombinirati za študenti, pa poljeti s turisti in tako naprej. Kar mi predlagal je pa to, dajte malo bockati te politike, ki mirno ždijo na svojih stolčkih in se predvsem bojijo se pokazati javnosti in povedati javno in se opredeljevati do stvari. Torej vse te predloge, ki ste imeli tle, bi jaz predlagal, da pošljete direktno županu, ampak tako, prav citirano, se strinjaš s tem, da je to in to, si za to in to, ker drugače bo spet odgovori bojo neke floskule, vsi smo za, vsi smo veseli, se bomo radi. Podobno bi predlagal, da pošljete tudi neke vrste peticijo z istimi vprašanji na Svet krajevne skupnosti. Zakaj je to pomembno? Zato, da se vidi, kdo pravzaprav zastopa interese ljudi v tem našem kraju, v tej naši občini. Hvala. Bi še kdo želel vprašati? Mikrofon je tam, oddadaj. Evo, gospod. Zdravljeni, moje ime je Lea. Podelila bi rada eno mnenje z vami, razmišljanje. Prihajam iz gospodarstva in sem delala tudi v negospodarstvu. In v tem zakonu vidim to, da kako ozkogledno se lotevajo določenih zadev. Sploh včeraj sem pač na hitro tudi prebrala mnenje gospoda Hana, da pač je seveda problematika v temu, da želijo spodbuditi recimo dolgoročni najem. Moje vprašanje je sledeče. Kaj država oziroma kakšne storitve nudi država za davek, ki ga pobira od dolgoročnega najema? Nobenega.
Nobenega. Zakaj? Zaradi tega, ker potem imaš težavo, da torej nekoga spraviš ven iz stanovanja, če ga rabiš ti, naprimer, ne? Da lahko dobiš stanovanje v takem, torej ga opremiš, vložiš, da je, bom rekla, najemniku prijetno in udobno, dobiš pa ven lahko skrbocalo in ves vložen denar oziroma, bom rekla, pobrane najemnine, gre za obnovo tega istega, bom rekla, stanovanja, naprimer. Kje je država? Ona je pobrala tistih svojih 25-27%. Je ni. Kje je država, ko se nekdo, ki je prijavljen začasno na tistem naslovu ali pa stalno, ne odjavi? Ja, ti ga ne moreš, pa so v zaostanku za 2 leti. Ne? To je ta. In stanovanjsko problematiko, če jo niso rešili v 30 letih, ne vem, kako jo bojo zdaj. Recimo samo pogledamo, z 622 namestitvami, če naredimo tako, a bomo, recimo, da predpostavljamo, da rečemo, ok, ne, bomo oddali, nehamo oddajati turistom, a bomo oddali dolgoročnim najemnikom, ob taki ureditvi, kot je zdaj. No, evo, imate odgovor, ne? Hvala, hvala za to. Ja, to je to. Potem je še druga stvar, ne? Sobodajalci nekako, nekateri, mislim, če gledam sebe, poskušaš ponuditi, tako kot je prej omenil gospod, ne, da ima še neko dodatno izkušnjo. Sama lahko rečem, da kot družina, ko smo imeli mlajše otroke, pač absolutno mi je bil apartma prva liga. Zakaj? Zaradi tega, ker ko smo šli dopoldne ven, sem vedela, da popoldne imamo že, oziroma ko smo se vrnili, je bilo kosilo že pripravljeno, da rabiš čakati. Enostavno, bom rekla, določen ritem, ki si ga imel doma, si ga imel potem tudi v apartmaju. Bi šla jaz ovdje? Mislim, vprašam, ne? Ne bi šla. Bom šla nekam, kjer apartmajev ni? Ne bom. Zdaj bom rekla tako, razmišljam, a bom šla v občino mogoče, kjer pa so te nastanitveni obrati, seveda, da bom šla. Rajši kam, bom pač zamenjala kraj. In če ne bom mogla zamenjati kraja, bom pa zamenjala državo. Ne? To je ena taka. Potem še to, ne? Zdaj tako, država, tako kot sem jaz recimo včeraj brala, mi se porala tako, ok, v krajih, ki so deficitarni z nastanitvenimi obrati, oziroma, bom rekla, hoteli, bomo tam pač to pustili, ker je to dobrodošlo za razvoj turizma. Wow, ne? Torej, bom rekla tako, mama, država, jaz sem brala to tako med vrsticami, tam, kjer rabim te svoje otročičke, jih bom pustila, tam pa, ker se mi zdi, da ne, pač hvala lepa za dosedanje sodelovanje, za pobranje davke in tako naprej, tam je cesta, pa izvolite, ne? In tudi tam, v tistih krajih, kjer so recimo, ne, se lahko pojavi nek investitor. Investitor, ki bo zgradil hotel, in potem bo spet država rekla, misleč, da so na varnih, sobodajalci bi rekla, zdaj smo pa presegli to kvoto, imamo pač hotel, ki zadovoljuje turistično povpraševanje, bomo pa tudi te vas zaprli. Mislim, to je še eno tako razmišljanje. Drugo razmišljanje, očitno država ne razmišlja kot dober gospodar. Ker če bi razmišljal kot dober gospodar, bi potem čist drugače proučil tudi zadeve. Že to, kar ste povedali, da recimo se zgovarjajo na Dunaj, na Pariz, koliko dni imajo, pa ste vi povedali in jaz vam verjamem, pa bom še sama privedla, zato ker pač neverni Tomaš, ja potem odkot so pa oni imali te podatke? Kako lahko stojijo za tem, kar nam prodajajo?
In naj mi oni povejo, kako bi to izgledalo, če bi recimo mi vsi državi, no vsi, vključno z uradniki, enostavno en mesec ne prišli delati. Se ugasne vse. Od kje bi pa potem oni vzeli? Oni se vam vprašajo, od kje bomo mi vzeli za pokrivanje davkov in prispevkov v drugih, recimo, 11 mesecih. Tako, to je samo za intermezzo. Hvala, gospa Irek, kako je to ime? Lea. Hvala za vsa vprašanja, zadele ste žebljico na gledico, kako se temu reče. Mi sicer menimo, da nekateri imajo plemenit namen za tem zakonom, da bodo zagotovili stanovanja, ampak vprašanje, ali bo ta cilj dosežen, ne? To je prvo vprašanje. Problem premajhnega števila stanovanj za dolgoročne je potrebno reševati na spodbudah, ne pa na omejevanju. Se pravi, treba spodbujati dolgoročne najeme. Recimo, eno od možnosti, mi smo o tem veliko razmišljali, najemodajstvo bi moralo biti priznano kot normalna gospodarska dejavnost. Pri tem, da moramo biti pozorni še na eno zadevo, na naše upokojence in pa nas, ki bomo malo upokojenci, da bomo dejansko, ker smo hranili te zadeve, smo si s tem postavili tretji steber, recimo pokojninski, kaj se bo s temi upokojenci zgodili. Tudi zdaj, recimo, ti, ki si pomagajo s tem, jaz pa poznate vsi veseli toga vdajo, pa Teto Maro. Se spomnite te vdaje, ne ste premladi. To je bila ena vdaja, pa je ta napovedovalci bila Teto Maro, ki je zvedno povedal zgodbo. Jaz pa tudi Teto Maro in ta Teta Mara je zadolžena do vrtu, dobro, zakaj je brez denarja, to je druga stvar, ampak je ostala brez denarja in eno vdajo stanovanje študentom čez leto. Tista 2 meseca, ko pa študentov ni, pa mečkrat bolj zasluž pa z tem kratkoročnim vdajanjem. Če ta dohodek izgubi, bo verjetno izgubila tudi stanovanje moja Teta Mara, ker ne bo mogla odplačevati obroka več. Verjetno je še kdo tukaj med vami, ki ima podoben problem, ali pa mi sploh ne vemo za njega, pa ga ima. To je ena od stvari. Ja, kaj je rešitev? Gradnja javnih najemnih stanovanj. Sredstva so zagotovljena, smo včeraj slišali. Ja, denar ni problem, tako kot za čakalne vrste. Denar je bil, denarja ni več, čakalne vrste to se zmeri tukaj. Mora biti načrtovanje, se strinjati, zgodno vidim, da prikimava Lea, prikimava. Gradnja, ja, to se pravi, ja, to je treba, ampak treba je pa, to ne bo dovolj. Treba je aktivirati privatni sektor, to se pravi nas, male vlagatelje, ker če, zdaj pa pridemo do tiste točke, ki se je tudi načela. Torej, predlagatelj zakona ne navaja, koliko stanovanj bodo iz tega iztržali. Se pravi, tega podatka ni. Odkot črpajo informacije iz neke študije, ki je ne razkrijajo, pa je posebna in ga razkrita. Da bo razkrita, bomo videli, kaj je to. Iz kje so dobili podatke, dobro, jaz nisem ker vsi delamo v bistvu amatersko, ljubiteljsko stvari, iščemo, nismo najdel te podatke očitno in drugi znajo najdeti. Kaj se bo zgodilo? Zaradi premajhnega števila enotke bodo prišla na tržišče, se cena ne bo dvigala, ne bo padla, tudi najemnine se ne bodo znižale, zelo je to giba, nimam študije zadaj. Ampak, kaj se bo potem zgodilo? Cena ne pade, ljudje, tisti, ki jim naj bi ta stanovanje kupili, imajo denarja, kdo jih bo kupil? Tisti, ki ima veliko denarja. Ali, še slabša, dobro, to se v Kopru zagotovo ne bo zgodil, nek sklad, neka korporacija. In potem se vam bo zgodil Berlin. V Berlinu imajo velik problem s tem. Ali pa, če vzamemo za primer Adria Airways, smo jo prodali skladu, sklad je zafural, zadeva rešena. Potem se je pojavila ideja o obdavčitvi praznih stanovanj. Ja, super ideja. Ampak, kdo bo spet nastradal? Tiskama milijone, pa da mu leži zdaj prazne stanovanje v Ljubljani, briga ga še za tistih par 100 evrov, tako da je zraven. Mi, ker pa to imamo za penzijo, pa recimo čakaš, da boš vnuku dal ali pa nekaj tazga, tukaj bojo pa že težave. Ko razmišljamo v Združenju lastnikov nepremičnin.
Tudi bodoči upokojenci se znajdejo v isti težavi, recimo imajo stanovanje, ki ga ne znajo, ne morajo, nočijo dajati. Zdaj se pa, da gre pa k prvemu vprašanju, da je pa najbolj zanimiv, ne? Še eno zadevo moramo prej obdelati, sem pozabil. In sicer v redu, hipotetično, da uspemo uničiti na sobodajalce, v kolikem času bo lahko kapital zagotovil dovolj postelj, da bomo ostali na istem prometu, kot ga imamo zdaj, ker leta in leta se govori, dajmo povečati promet, dajmo se potruditi, več prometa, več gostov, več denarja, ta denar včasih pozabil in zdaj pa kar naenkrat jih pa ne maramo več, ne? Imamo pa samo tiste to bogatejše rade. Ne, zaključki prihajajo od tega srednjega razreda, recimo spodnjega razreda, ki ga je veliko, iz nižjih razredov jih itak ni. Tam ne treba že komi živeli z roko v usta, nimajo več. Potem še eno vprašanje ste načela, kako je z uradniki. Zdaj, mi se načelno strinjamo, da imajo lokalne skupnosti vpliv na politiko lokalno, morajo imeti. Vendar je tukaj problem morebitne neustavnosti, ki je že Uroš omenil. Potem je nestabilno poslovno okolje, v katerem delujemo. Davčni zakon se je spremenil, mislim, da se krši tudi normiranci, dvakrat se ga že spremenil in nova sprememba se obeta. Davčna reforma bo po obrokih. Mi ne vemo, kaj bo čez eno leto. Ti vložiš denar, nekdo omenil 5 let, 10 let. Ne veš, kaj se bo spremenil. Potem prekomerni posegi v zasebno nasilno, to smo že povedali, potem imamo pa še neenakopravno obravnavo, recimo, ker mi smo prav padali vprašanje na konferenci, kako bodo župani določali kriteriji, kakšni bojo, in so rekli, ni nobenih kriterijev. Potem padlo naslednjo vprašanje, se pravi, lahko se župan odloči, v tem delu občine bom dovolil, onem ne bom dovolil. Temu bom dovolil, ono ne bom dovolil. Torej, mi predlagamo, to, da je občinski akt nižja raven pravne zaščite, tudi zelo hitro se ga da spremeniti, to ste tudi že omenili. Je potrebno, če že bomo šli v to stvar, v krovnih zakonih postaviti nekaj okvirjev, v katerih se lahko gibljajo župani. To bodo storili tudi gostinci, ker mislim, da ne bodo zadovoljni s to rešitvijo, kar so jo zdaj ponudili. Potem pa še en del vprašanje je bil, pa sem ga pozabil, zdaj se bomo spomnili. Država je začela rezati na področju sobodajalcev, da bo reševala stanovanjski problem, pri tem pa nič ne pomisli, da 25% davek na najemna razmerja, ki je bil prej 15%, da bi ga znižala oziroma da bi bila progresivno lestvico, daljšo je najemno razmerje, nižji je davek, ki ga ta način recimo spodbudila. Pol nič ne razmišlja, da bi menjala stanovanjski zakon, kjer so zdaj najemniki zaščiteni kot medvedje v Kočevskem rogu, če ne plačujejo najemnine, če delajo škodo, zamenjajo plačavanco, smo najemodajalci, recimo so najemodajalci, bosi. Potem vemo, oziroma vsaj v Ljubljani je tako, da se nekajkratnik legalnih najemnih razmerij dela na sivem trgu. Včasih so bile registracije najemnih pogodb, ne vem, zakaj so to ukinili, ampak s tem, da bi se uvedla registracija najemnih pogodb, bi se tudi delal red na tem področju. Potem so plačila, mi moramo vse račune davčno potrebati sobodajalci, moramo je davčne blagajne. Pri najemninah gre vse na cash, brez da bi kdo kaj gledal. Tako da z takimi ukrepi, to vam govorim zaradi tega, ko sem vprašal, kaj za narediti, želim vam povedati, imejte to pred očmi, kje bi lahko država te težave rešila in ko se pogovarjate z ljudmi, če se vam zdijo smiselno to, kar povemo, povejte naprej. Zakon, to se pravi stanovanjski zakon, že ponuja rešitve, ki pa so utopistične. Javna najemna služba je ena od takih, torej ljudje, da bi pomagali ljudem, ki ne morejo, sami ne znajo, so starejši, da bi lahko oddajali. Super ideja,
Problem je nastal v tem, da so tako nizko postavljene te najemnine, da enostavno se to ni izšlo. Mislim, da so uspeli 7 stanovanj oddati na ta način. Tako da to je bil ta, zdaj pa še odgovor na vprašanje, ki ga imate verjetno na dobu. S kolegico sva se pogovarjali glede oddaje študentskih domov pa dijaških domov v času poletnih počitnic. Kako bojo pa oni to zdaj v takem primeru? To je ena. Druga, kar ste omenili tudi Stenice, zagotovo vem, da vsako leto tam, kamor je hodila hči v dijaški dom, so vsako jesen, bom rekla, jih selili določene in, bom rekla, sobe pregrevali, zato da so to uničili. Ja, ne vem, no, in glede na to, da se usmerjajo in pač govorijo o visokokakovostnem turizmu, tej študenti mogoče niso visokokakovostni turizem, ki prihajajo recimo v te, rečemo jim, hostle, začasne, ki se pretvorijo. Res mi ni jasno, kako razmišljajo, no, mislim, zelo tako ad hoc. Za dijaške in študentske domove vam ne znam odgovoriti, je bilo pa tudi to moje vprašanje, sem o tem razmišljal. Jaz študente ne vidim kot slabe goste, če za njih lepo poskrbimo, če jim ponudimo, recimo jaz imam veliko študentov čez poletje v mojih nastanitvah, se vračajo in ko bodo imeli družine, se bodo vrnili. To se pravi, to je tisti gost, ki je zlata vreden, ko se vrača. Enako velja za družine. Potem ste pa še vprašala glede... Ne, v bistvu moja, kar sem želela izpostaviti, da tudi študentski domovi bojo zdaj ob sprejemu tega zakona na enakem, ko smo mi. To moram preveriti, kako je s to zadevo, to se še nisem spuščal. Je pa moj namen, da to odkrijem, kaj to pomeni za študentske domove. Verjetno bodo šli v varianto, ki imajo hostli, to se pravi po tej zakonodaji, ki je za hostle. To mislim, da je odgovor na vaše vprašanje. Recimo, vi ste me sicer večkrat prehitela, jaz sem to mislil za zaključek postaviti, ampak kaj mi predlagamo? Mi predlagamo, da se ta zakon enostavno zaustavi, da poiščemo širok konsens, pa to ni politična floskula, dejansko da pogledamo vse aspekte in da se zakopljamo v zakone, ki jih je res treba spremeniti oziroma prilagoditi zakon, to se pravi stanovanjski zakon je en od njih. To je težava, ki ste omenili, to imamo velike težave, recimo, da najemniki ne plačujejo, jaz imam drugače podobno kot vi, jaz imam 10 mesecev študente v istih nastanitvah, moje so malo nižjega ranga kot vaše, 2 meseca so pa tuji gostje. Zanimivo podatek, ko smo govorili o motenju v posesti oziroma JRM-ju v javnem redu, jaz imam čez leto vsaj 4 do 5 policijskih prijav, pa veliko telefonskih klicev, sosedov pa je to samostojna hiša in nič klicev v času poletne sezone. Nobene, dobro, ni to večstanovanjska zgradba, to je moja zgradba, ampak so pa večstanovanjske zgradbe okrog nje, tako da ta trditev drži. Je pa res, da je treba pa biti pozor na svoje sosede in to se da rešiti, ampak ne tako rigorozno, kot je, mislim, da bo Uroš lahko povedal, da imate vi par rešitev za to, da se hišne, kako je že bilo tisto, da se pogovarjali, to pa ne vem točno, obstajajo rešitve, kako se lahko uredi medsosedske odnose. To ne bi bila stvar zakona. Gospod. Te sosedske odnose se enostavno reši, da tiš zaključni piknik na koncu sezone. Še eno stvar, kot ste rekli, zanimivo je to informacijo, da ste nam dali, na kakšni izračuni so bili narejeni. Se pravi, na eni strani ti omejuješ nekaj, na drugi strani še želiš turizma in povečanje, ampak si se odrekel enem delu kapacitet. Kje so ti izračuni? In samo da primerjamo, naprimer,
ok, najdemo enega korajžnega investitorja, dajte mi povedati, od projekta do izgradnje in predaje v namen, se pravi oddaje turistov, koliko cajta bo potrebovalo. Samo v občini Koper vemo, da rabijo za izdajo gradbenega dovoljenja od 1 do 2 let. Kam bomo pa šli vmes, a bomo imeli mašinico za štancanje denarja, tako vsakokrat jo bomo pač pritisnili in bomo rekli, wow, ta nam je nadomestila ta izpad. Naj mi to povejo. Naj mi to povejo. Kam bojo šli po ta denar? Če se govorijo, da jim je toliko do turizma, torej jim ni do turizma, ne vem. Kje je zdrava kmečka logika, je nimajo. A so preskočili kakšen razred v osnovni šoli pri matematiki? Odgovor je, pišite na e-demokracijo. Pišite svoje zgodbe, pišite svoje težave, ni nujno, da člene zakonov spreminjate. Povejte tistim, ki niso tukaj, ki so drugje, povejte sorodnikom na drugi strani Slovenije, ki jih sigurno imate, čim bolj na široko. Naslednje vprašanje. Vsej, isto pri mikrofonu. Sploh zelo povedala, parkrat tudi vi ste prej, ki sem hotel nekaj dodati, kar je mogoče še dalo neko temo. Aha, se opravičujem, nisem ga hotel pojasniti. Gospa je zelo lepo povedala, prej sem hotel tudi že besedo, ampak ste vi bolj dopolnil, ker sem nameraval povedati. Recimo v Sloveniji, če gledamo, da je, mislim, da je cirka 80% stanovanj nekje ali pa hiš lastniških, nekje ta se nekje prav. Dejansko, kaj dela tukaj država, da res na koncu siromaši svoje ljudi. Ker to mi nismo bogataši, ki imamo eno hišo. To je normalna neka kultura, ki imamo doma še eno stanovanje, ali pa celo mogoče 2. Nikakor pa ne podaži ali pa ne počisti tam, kjer ima nekdo 100. Hvala, da ste omenili ta podatek. 80% je lastniških stanovanj, zaradi tega imamo tudi težave na najemnem trgu, ker je premalo stanovanj v najemu. Mi rabimo zase v slovenski kulturi, da imamo v lasti nepremičnino. Nam je zelo pomembna zadeva. Kralj na Betajnovi in tako naprej se lahko še kakšno zgodbo preberemo, ki je, skratka, ja, drži, imate prav. No, veste pa tudi razporeditev vseh teh nepremičnin ni povsod enaka. Ena stvar je v centru, drugo imamo pa mi recimo v periferiji, v vaseh, kjer poskušamo buditi vasi z neko dodatno dejavnostjo, z nastanitvami, gostilnami, z raznimi turističnimi storicami. Na koncu pa se zgodi, da bomo zaradi tega bili omejeni. Kaj bo država tega pridobila, ne vem. Če je rešitev, zato da imeli več najemnih stanovanj za ostale ljudi, ki ne bodo šli na periferijo, ker je predrago, da se sad pripelje do Kopra, z enega ospa črnega kala. Pa kaj bo, za 100 evrov bo še dal, zato da bo lahko pokril stroške. Ne gre tako, Ta zadeva je preveč premočrtna, udarna počes, tako kot je recimo okročitev, ki je bila pred enim letom uveljavljena za sobodajalce. Konec koncev, zdaj plačujemo 3-krat več, recimo 30%. Pa veste, nekdo, ki ima popoldanca, ki dela nekaj drugo storitev, ki lahko samo na računalniku dela, pa proda za isti denar svoje storitve, nima pa nobenih stroškov, mi pa moramo bajte zdržati, sploh tako so nekatere precej starejše. To je tako, kar dela država res počes. In to me žalosti, da nimajo malo zdravega razuma. Pa se ima širše pogleda, kakšna bo slika padla. Tako da hvala. No, boste še bolj žalosten, ko se bo nov zakon izvedel. 120 000 na leto, oziroma v bistvu minister načrtuje, da bi nekako izgnal normirance iz tega sistema. Tako da ja, to so stvari, o katerih tudi mi razmišljamo ves čas, spremljamo te stvari, tudi nas to drži. Še en podatek, zanimiv se je pojavil, zdaj ne bom čisto točno videl, pa 160 000 praznih stanovanj v Sloveniji. Od tega jih je 20 000 v Ljubljani. Zdaj pa pozor, podatek je še podebno pa dobro pogledati, ker s podatki se da lepo manipulirati. Po navedbah statističnega zavoda je približno 45% teh stanovanj tako starih, da so neuporabna in neprimerna za bivanje. Ne verjamem, da to drži za Ljubljano, ker se nikomu ne splača. Ja, so tu in tam kakšna prazna stanovanja.
Aktivirati je treba ta vratna stanovanja, treba je aktivirati ljudi, da investirajo v ta stanovanja. To pa lahko naredite edino stimulativno, ne pa kaznovalno davčno politiko. Ampak to ni moje delo. Jaz nisem finančnik, jaz nisem politik. Jaz vedno povem, da jaz se s politiko takrat ukvarjam, ker se politika začne z menoj ukvarjati. Tako da, ker se mora, vi ste zdaj v isti vlogi. Tako da, kar se tiče pa, se upravičujem, zaključujem, rekel sem, da je čas se iztekel. Gospod pa nekaj povedal? Ja, rad bi vas seznanil z uredbo DAT7, če ste kaj slišali o njej, ki je bila sprejeta v Evropski uniji. Po tej uredbi je naš FURS že za leto 2023 od vseh registriranih uporabnikov Airbnb Bookinga dobil podatke o nakazanih prihodkih na njihov račun in o zasedenosti. Tako da ta uredba sama po sebi, ko bo implementirana do konca leta 2026 na področju sopodajalstva dela red, če imamo mi zdaj med seboj tudi kakšno črno ovco, če temu tako rečem, ki dela na črno, pa ki nam vsem meče slabo luč, bo ta problem rešen. Tako da dejansko spreminjati zakona o gostinstvu ni potrebno. Mi smo več kot regulirani. Lahko še tam daste mikrofon še gospodu, ki že drži roko v cajt. Poštijam pred mikrofonom. Mene zanima samo dva vprašanja. Sicer imamo 120 let staro istrsko hiško, ki nima uporabnega dovoljenja trenutno, pa oddajamo. Imamo 50 000 evrov kredita za povrne banki. Ja, ker smo obnovili, da zato da lahko dajemo zdaj. In zdaj nas zanima, glede na to, da imamo že nekaj rezervacij za 2024 oziroma 2025, če teh rezervacij več kot en mesec, kaj naredimo s temi rezervacijami, oziroma kako lahko dajemo naprej, kakšne so kazni, ali pa ne vem, kakšne še druge rešitve. Če imate kakšen podatek, kakšen je kazen dejansko, če bomo dajali več. Oziroma, koliko inšpektorjev bo prišlo, bomo lahko se zaposlili še s tem. Ne vem, bom dal mikrofon, da kdo odgovori. Odlično. Ko sprejemamo rezervacije še za naprej. Glejte, tukaj je toliko odprtih vprašanj, kako se bo to izpeljalo. Kazni, ja, so kar dvakratnih običajnih kazni. Mislim, da sem jaz gledal od 2000 do, ne vem, 10 000, najvišje so pa 60 000 evrov, ampak res ne vem točno, zakaj v tem zakonu. Ampak ta zakon ni še nikjer. Potem se bo še zmeraj izplačalo, če bo 20 000 evrov. Dajmo za enkrat naprej živeti, ker s takimi določbami, kakor je to klukan, da realno ne morejo čez, če je pa politična volja premočna, je pa drugo vprašanje. Za tega moramo pa skupaj stopati. Prosim. Ja, Evropsko sodišče je druga stopnja, najprej je Evropska komisija, to smo se že pozanimali, da so že na Irskem je Evropska komisija en zakon, ki naj bi podobno želel omejevati, že blokirala. Kot sem omenil, imamo dva pravnika, dva doktorja z dveh fakultet, ljubljanske in mariborske, ki sta ta upravna vprašanja že presojala in sta že presodila, tako da so ustavno sporni in tako da so pred to Evropsko komisijo. Ampak prvi korak je zdaj, da damo pripombe, da vidimo, kaj bo zakonodajalec na to odreagiral in potem naslednji koraki so naprej. Je pa tukaj čistko, če gre pa to čez, imate pa vi, kakor državljani siguren na mnenje teh pravnikov, pravico do vložitve odškodnine, ker niso tukaj predvidene v zakonu o gostinstvu, se delajo po ZUREP-u, to se pa na upravno enoto vlaga. Kaj bo upravna enota potem naredila, ne vem, ampak vse zakonodajalci, mislim, da se tega zaveda, ampak mi moramo to biti glasni, moramo povedati.
in ne konča se 17. junija, razumemo, ne? Takrat ni treba spet še delati. Torej 17. samo zapre in potem, takrat se ne konča borba, tako da moramo res delati naprej do konca. Borba se ne konča, imamo še eno stopnjo vmes in sicer so poslanci še. To se pravi, ko bo razpravljal v parlamentu, jih lahko zasujemo z našimi maili in z našimi zahtevami, ker poslanci so v naši službi. Nam morajo služiti. Torej, gremo naprej, gremo na to, da zakon ne sme čez, vendar smo za to, da gremo skupaj reševati probleme. Hvala. Naš čas je malo omejen, tako da prišli smo do konca. Verjamem, da ste dobili pojasnila, informacije, to je bil tudi namen tega sestanka. Namen je tudi, da se mogoče med seboj malo spoznamo, da se vidimo in da kakšno rečemo. In sem vesela, da je prišlo do take velike udeležbe in da so lahko tudi bili prisotni mediji. Zdaj, edino, če bi samo dali neke zaključke, tako. Skratka, povsem povedano, da zakon v bistvu ukinja svobodajalstvo in razvoj turizma v celi Sloveniji, tako na mestih kot na podeželju. Pod drugo, s tem zakonom država ne bo rešila stanovanjske problematike, bomo pa zato prikrajšani vsi, tako mi, svobodajalci, kot ostali ponudniki, ki živijo od turizma. Tukaj so trgovci, gostinci, prevozniki, ponudniki doživetij, turistične agencije in še ostali. Povečale se bojo socialne stiske, brezposelnost in država bo izgubila finančni priliv iz naslova davkov, prispevkov in turistične takse. In še to, da se vsa Slovenija ukvarja z številom dni, ki jih bodo delili župani, ti pa se bodo spreminjali na vsake par let. Ne vedo pa, da nihče od svobodajalcev se ne bo mogel vpisati v nov register nastanitvenih obratov, ker bo pogoj predložitev veljavnega uporabnega dovoljenja. Tega pa v par letih zaradi počasnih, zapletenih in drugih birokratskih postopkov bo zelo težko pridobiti. Kar pomeni, da to v bistvu ukinja svobodajalstvo v celi Sloveniji. In na vsak način je treba preprečiti, da se sprejme ta zakon, ki bi imel dolgoročne posledice za vse nas. In predlagamo, da smo tudi že naše gosti povedali, da pišete na e-demokracijo, da dajete predloge, komentarje, rešitve, da ste glasni oziroma da smo glasni in da stojimo skupaj, zato ker edino skupaj smo močni. To mislim, da se strinjate popolnoma vsi. Jaz bi pa samo še, nisem mogla brez tega, kaj je bil moto mojega poslovanja. Vedno se ti prirodi kakšna ideja, kaj bi v življenju počel. Nekaj sem dobila že v zibelj, kot bi človek rekel, in nekaj pa je zraslo na mojem zelju. Vsi poznamo zgodbo Jožefa in Marije, ko sta iskala v Betlehemu prenočišče. In seveda prenočišča ni bilo, je bilo posod vse zasedeno, ali pa mogoče niso smeli oddajati zaradi zakona, tako je bilo mogoče. In kaj se je zgodilo, lepo so našli lep hlevček in tam se je rodil Jezus. Naši gostje ne bojo šli v hlevček, niti v hlevne, šli bojo lepo na Hrvaško k sosedom ali pa v Italijo. Meja je blizu, od nas je par kilometrov in tako mi ostanemo lepo s krediti, neplačanimi krediti, brez financ in izgubljamo, kot smo poslišali že danes, popolnoma vsi. Tako da, dragi svobodajalci in mogoče gostinci, ponudniki doživetij, tiste, ki ste se danes udeležili tega sestanka, se vam zahvaljujemo za vašo prisotnost. Res je še enkrat žal, da našega župana ni, da bi slišal vse te komentarje, vse razlage zakona. Zahvaljujem se našim gostom, ki so danes vzeli čas in bili z nami in nam podali vse potrebne informacije. Verjamem, da je vprašanj še veliko več, zato je e-demokracija, lahko vprašanje na Združenje svobodajalcev. Tako da imate pa svobodajalci kp@gmail.com, ker se lahko obrnete za bilo katero drugo informacijo.
Hvala za vaš obisk in hvala mestni občini, da nam je dala tako lep prostor. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnji teden.